Dober dan, to je N1 studio. Je predsednik vlade Robert Golob dvignil roke nad večino ključnih reform, za katere je nedavno sam zatrjeval, kako ključne so. V včerajšnjem pogovoru za Pop TV, kjer je sicer veliko govoril o svojem zasebnem življenju in novi partnerki Tini Gaber, je ostro kritiziral finančno ministrstvo in njegovo komuniciranje o davčni reformi. Minister Klemen Boštjančič je možnost odstopa že zavrnil. Prav tako je Golob dejal, citiram, če ljudi ne znamo prepričati, da jim bodo reforme olajšale življenje, se reform ne bomo šli. V koaliciji je zavrelo, neuradno je celo slišati, da je premier priznal, da je stvar zavožena. Prek video povezave je zdaj z nami analitik Andraž Zorko, ustanovitelj in partner v družbi Valicon. Dober dan. Dober dan. Torej, v koaliciji neuradno precej vre, poročamo na N1, minister Boštjančič, kot rečeno, odstopil ne bo, ne želi pa komentirati Golobovih kritik, poročajo Finance. A vsem tem smo danes povprašali tudi vodjo poslanske skupine Levica, Mateja T. Vatovca, in poglejmo najprej, kaj je odgovoril. Premier je včeraj rekel, če ne boste sposobni prepričati ljudi, da so reforme za njih dobre, potem je brez veze, da v te reforme greste. Torej, vendar je to neka kritika koaliciji, vladi, bi se o tem mogoče mogli pogovoriti na vrhu koalicije ponovno? Jaz mislim, da je samo kritika vedno dobrodošla. Če so bile ugotovljene napake v komunikaciji, mislim, da je prav, da se te stvari popravi. Ampak še enkrat, mislim, da cilj te koalicije je, da se izvede te pomembne reforme in da se jih tudi na najbolj plastičen in najbolj natančen način predstavi ljudem, zato da jih bodo razumeli in sprejeli. Brez konsenza takih reform ni možno sprejemati. Slišala sva, cilj so še vedno reforme, čeprav premier pravi, da jih morda tudi ne bo, pri čemer se je Slovenija pri pokojninski reformi in dolgotrajni oskrbi, pa tudi pri plačah, zavezala tudi Bruslju za evropska sredstva za načrt za okrevanje in odpornost. Kako ste vi razumeli ta premierjev nastop? Je izobesil reformno belo zastavo, če tako rečem? Je res priznal, da je stvar zavožena? Jaz mislim, da je bilo za kakšno takšno sodbo preuranjeno. Jaz mislim, da v včerajšnjem primeru te izjave ne gre za kaj drugega kot predvsej nepremišljeno izjavo v nekem trenutku, ki pa je predvsej občutljiv. Tudi v kontekstu, v katerem je to izjavo izrekel, je malce nenavaden, sploh to mešanje privatnih in javnih stvari v eni in isti oddaji. Ključna stvar pri reformah pa seveda je ravno komuniciranje, zato je to še toliko bolj nerodno. Jaz dvomim, da bi predsednik vlade Golob že kar v tej fazi dvignil roke, kot pravite, ko pa vendarle še nismo videli prav zares veliko od teh reform. Ja, je pa malo prej pred kamere stopil tudi vodja poslanske skupine Golobove stranke Svobode, Borut Sajovic, ki umirja žogico. Z reformami še vedno mislimo resno, pravi, želja je, že zdavnaj bi morale biti, mi voljo in energijo imamo in vsa ekipa v to zaupa. Zdaj, že to, da je prišel na izjavo gospod Sajovic in to govoril, kaže na poskus saniranja neke škode, ki je očitno nastala, mar ne? Kot sem jo rekel uvodoma, šlo je za precej nepremišljeno izjavo, ki je kot očitno dvignila precej prehud, sicer se verjetno tudi midva ne bi pogovarjala danes. Reforme so v bistvu največji projekt te vlade, ne samo te pravzaprav, ne samo zato, ker so z njimi nastopili že v svojem programu z neko obljubo, tudi zato, ker ste omenili, ker gre za zaveze Bruslju, predvsem pa zato, ker jih ta država nujno potrebuje. Vemo, da se določeni sistemi niso dotikali že več desetletij, kaj šele nekaj let. Torej, z tega vidika gledano so reforme pravzaprav vse, kar ta vlada lahko stori, kar lahko dobrega stori, in hkrati je to tudi edina stvar, ki jo lahko obdrži na oblasti, če bi se resno držali še ene od obljub ali pa morda bolj rečeno ciljev, da so tu prišli po 2 mandata, ne po samo enega. Ja, in te stvari, nepriljubljene stvari se delajo v prvih 2 letih mandata, ponavadi, če se delajo s tem, da je prvo leto že v bistvu skoraj da mimo. A se vi strinjate, da je ta vlada pri komuniciranju reform, da se je v bistvu zaletela na nek način? Opozicijska SDS pravi, zdaj reform ni, so le analize, strateški sveti, ideje, dogovarjanja, tudi NSI pravi, da bo to leto časovnic, ne pa leto reform. Katere so bile po vaše ključne napake narejene pri komuniciranju teh reform? No, spet se bom manjčkom ponovil, že to, da se midva zdaj pogovarjava o tem, da se že kar govorimo o napakah pri komuniciranju, očitno pomeni, da komuniciranje ni dobro.
Jaz bi tle navrgel še en podatek. Mi merimo raziskave na normalnost, med drugim tudi zaupanje v delo vlade Roberta Goloba in pa uspešnost delovanja te vlade po posameznih področjih. Eno od njih je komuniciranje s prebivalci, ne samo v zvezi z reformami, ampak na splošno. To smo začeli spremljati predvsem zato, ker je bila prejšnja vlada Janeza Janše pogosto tarča očitkov o slabem komuniciranju s prebivalci in ta ocena komuniciranja s prebivalci je v bistvu padla od vseh tistih področij, ki spremljamo še najbolj. Če smo začeli pri oceni 3,1 povprečni, ki je že tako v resnici slaba, pa vemo, da je posledica neke razdeljenosti politične v Sloveniji. Avgusta lani smo zdaj pri oceni 2,4 po dobrih pol leta. Praviloma gre za 1/10 manj vsak mesec. Kar se samih reform tiče, je pa seveda zelo narobe to, da še predno smo sploh uspeli videti, kaj pravzaprav se pripravlja, kakšne so konkretne vsebine in ukrepi predvideni, se že govori o komuniciranju in o slabosti tega komuniciranja. Pri reformah pa je, tle se pa seveda absolutno strinjam s predsednikom vlade, absolutno pomembno, kako so skomunicirane. Namreč vse reforme, ki smo jim bili do zdaj priča, oziroma poskusom reform, ki smo jim bili do zdaj priča, da so klavrno propadle. Najbolj oči bode zagotovo poskus takratnega premierja Pahorja leta 2011 in posledičen odstop njegove vlade po debaklu z referendumi. Reforme zahtevajo širši konsenz v družbi, ne samo znotraj političnih strank, temveč tudi znotraj različnih civilnih organizacij, institucij, iniciativ, ne nazadnje prebivalstva. Če tega konsenza ni, potem se hitro začne v javnosti pojavljati različne manipulacije, dezinformacije, tako kot v primeru recimo davčne reforme, kjer je prva informacija in pravzaprav skoraj edina, ki smo bili deležni tudi normalni ljudje, da tako rečem, ta, da se bo obdavčil regres in malica in prevoz. In to je seveda znak, da je s komuniciranjem nekaj hudo narobe. Ja, tisto so potem zanikali pa razlagali, da jih nismo dobro razumeli in tako naprej, ampak so se potem zaplezali še naprej. Se spomnim tega, a je bilo pri tem komuniciranju reform pri tej vladi do zdaj narejeno tudi kaj dobro? Se bojim, da ne. Če bi bilo, še enkrat ne ponovil, potem se najbrž ne bi pogovarjali danes o tem. Potem bi se pogovarjali mogoče o vsebini oziroma o tem, kako in kdaj v časovnici, kako in kdaj se bo te reforme speljale, na kakšen način, ali bo s konsenzom v parlamentu, ali bo na koncu referendum. Oglašale bi se različne spet civilne organizacije, institucije, ki bi imele za pripomen mogoče tudi kaj konstruktivnega, ne samo kritike. Tako pa, kot rečeno, se pogovarjamo o nekaterih stvarih, ki potem v naslednjem momentu vlada zanika in o tem, kaj je predsednik vlade včeraj izrekel, kako je sodil o delu oziroma o komuniciranju pristojnega ministra za davčno reformo, kako ne nazadnje se komunicira tudi o zdravstveni reformi in tako naprej. Ja, danes je mimogrede tudi minister za zdravje Bešič Loredan zanikal včerajšnje poročanje, da naj bi odstopil, da naj bi zagrozil z odstopom. Očitno je bil tudi on narobe razumljen. Zanimivo. Je res, nekako ste že nakazali, gospod Zorko, da so trendi pri tej vladi, pri javnomnenjskih raziskavah usmerjeni navzdol. Je torej zaradi vsega tega, tudi zaradi komuniciranja reform, podpora vladi in vodilni stranki začela vidno upadati, ali gre zgolj za tisto klasično stvar, ki smo že večkrat videli, prevelika pričakovanja, nerealne obljube in napovedi na eni strani, potem pa po enem letu razočaranje? Zagotovo, to zadnje, kar pravite, je značilno za vlade, ki jih vodijo predsedniki, ki prihajajo iz strank, ki so nastale 2-3 mesece pred volitvami. Zelo podoben vzorec padanja podpore smo lahko spremljali pri vladi Mira Cerarja, manj v primeru Marjana Šarca, takrat so bile okoliščine zunanje vendarle, ne da bolj naklonjene, ampak manj nenaklonjene, kot so okoliščine zdaj ali pa kot so bile okoliščine v času vlade Mira Cerarja. To je tipičen pojav, seveda gre za stranke, ki nimajo širše podpore, katerih podpora se demonstrira, manifestira na volitvah, skladno z velikimi pričakovanji, ki jih nosijo s seboj, ker gre za pač neki spet ta tipičen anti-Janšev odboj in tako naprej. Tokrat je bilo to še toliko bolj izrazito po obdobju epidemije, po vseh nepriljubljenih ukrepih in že kar bom rekel nestrpnosti do pretekle vlade. In ta podpora potem v nekem času, po možnosti, kot je bilo zdaj v tem primeru po počitnicah, dobesedno izpuhti. Težava te podpore pa ni v tem, da izpuhti, ampak v tem, da jo je zelo težko pridobiti nazaj, ker ne obstaja osnova, na kateri bi jo lahko pridobili nazaj, kot rečeno, nimajo zveste baze pripadnikov, volivcev, pristašev. Zato recimo ta pojav bistveno manj izrazit pri vladah, ki jih vodi Janez Janša.
Je pa, kot sem že danes omenil, nekje še veliko prostora, ne za izboljšave, ampak za padec. Namreč zaupanje v vlado Roberta Goloba je trenutno po naši zadnji meritvi izvedeni pred tednom dni na stopnji zaupanja -22. To pomeni, da že kar precej več ljudi tej vladi bolj ne zaupa kot zaupa. Moramo povedati, da je bila stopnja zaupanja v to vlado še dobrih pol leta nazaj, oziroma da bomo že blizu enega leta, 22, ne, pardon, -18, zdaj sem se zmotil. Spravi, govorimo o razliki 40 odstotnih točk, to je zelo velika razlika, trend je jasno negativen. Bom pa ob tem spomnil, ker sem rekel, da ima še veliko prostora, malo cinično rečeno, za nadaljne padanje. Vlada Janeza Janše je imela natanko pred letom dni stopnjo zaupanja -54. Kako pa zdaj naprej z reformami po teh zapletih in razočaranjih? Bo javno mnenje zdaj še bolj pozorno na vse te napovedi in obljube? Če vprašam drugače, kako prodati ljudem reforme, če veš, da bodo morali delati dlje, da bo vlada obdavčila premoženje, da bo morda celo nov prispevek za dolgotrajno oskrbo in tako naprej? Ja, tako kot sem prej omenil, pri reformah je potreben širši družbeni konsens in tega se ne dosega skozi množične medije oziroma skozi izjave, kot smo imeli priča zadnji dnevi, sploh ne. Tu gre za konsens znotraj vseh pomembnih institucij, organizacij, zvez, društev, sindikatov in tako naprej, ki so v to vpleteni, ki so neposredno povezani, ki so tisti, ki bodo najbolj in neposredno čutili posledice reform, pa do tisti, ki so potem posredno in šele na koncu pridemo do splošne javnosti. Pot je popolnoma napačna, ne. Začeti bi morali torej pri teh in šele potem, ko bi tam dobili določene zaveze, določen konsens, bi se lahko začelo o tem komunicirati, ko bi seveda ta konsens prihajal od spodaj navzgor, od znotraj navzven, ne pa obratno, ne. Čim pa pridejo te stvari v množična občila, da tako rečem, se pa seveda zreducirajo na enovrstičnice, na najbolj nepriljubljene stvari, ki so jih že prej omenila, na primer, da bo regres spet obdavčen. To je ena od stvari, recimo ena redkih stvari, ki se spomnim iz obdobja Šarčeve vlade, ki je takrat pozitivno presenetila in razveselila dobršen del prebivalcev. To bo seveda takoj naletelo na negativen odziv, ker nihče ne pozna seveda konteksta, nihče ne ve, kaj je v ozadju, ali je to sploh res, konec koncev, in kaj vse je še predvideno ob tem. Tako da v tem trenutku, če je bilo že tako slabo izhodišče, glede na to, da imamo še vedno opravka z nizkim zaupanjem, zelo nizkim zaupanjem v politične institucije, pa je treba pri tem takoj dodati, da je imela vlada Roberta Goloba takoj po izvolitvi zelo dobro izhodišče, ker je zraslo zaupanje vse te institucije, še prej so začeli zares delati. Če smo spet na tem slabem izhodišču, so si ga zdaj še nekoliko poslabšala, ne? In pot od tu navzgor bo izrazito trda in trnova. Ja, prej ste že malce omenili to mešanje javnega zasebnega. Premier Golob je sicer svojo zasebnost vedno skrbno skrival, nekako ga je bilo razumeti, to vas čisto nič ne briga. No, sinoči pa je v tem intervjuju zelo odprto govoril o svoji novi partnerki Tini Gaber. Ali menite, da gre tu za preusmerjanje pozornosti, da se ne bi toliko ukvarjali z zamujanjem reform in drugimi zapleti v vladi in koaliciji? Premier je absolutna javna osebnost in to, kaj počne v svojem zasebnem življenju, nas kot javnost zanima, imamo pravico vedeti. Jaz ne vidim slabega v tem, da se o tem govori, da se tudi nastopa na ta način, seveda veliko odvisno od formata te oddaje, kaj je bil namen, da se pa v eni oddaji meša privatno zasebno z javnim, se mi mogoče ne zdi najbolj pametno, profesionalno, kakorkoli. Ne vem, dvomim, da je to tle šlo za nek namen, zamegljevanja, da bi nekdo hotel zdaj pa namenoma v bistvu preusmerjati pozornost, ker če drugega ne, razvidno iz samega rezultata, ne, tudi če je bil tak namen, je bil jako neuspešen. Je pa premierjeva partnerka z njim posnela celo intervju o pravicah živali, s čimer se ona ukvarja. Hodi na sestanke v vladni palači, tudi zaradi nje je precej nemira v koaliciji in tudi v Golobovi Svobodi. Ali torej tu hodi oziroma hodita po zelo spolzkem terenu? Ne vem, koliko je ta teren spolzek, ne. Zdaj, tle bi opomnil na to, da imamo primere iz tujine, tako enih prvih dam, praviloma so prve dame, redko so prvi gospodje, v katerih se tudi govori v določenem kontekstu, ponavadi njihovo delo omejeno na neko dobrodelnost in tako naprej.
Tu bi lahko naredili neko sporednico s tem, tako da če gledamo po tej plati, to ni tako zelo nenavadno, mogoče nenavadno za naše kraje, ker pa smo pa roko na srce imeli upravka s predsedniki vlad, ki so bolj kot ne skrivali svojo zasebnost. Mislim, zdaj nisem na tole vprašanje do te mere pripravljen, da bi znal našteti partnerice zakonske vseh preteklih predsednikov, ampak najprej mi na misel pade ta Miro Cerar, ki se je v času svojega ministrovanja povezal z novo partnerko in se kasneje poročil, potem prije na misel Janez Drnovšek, ki je imel kakor samsko zasebno življenje in tako naprej. Skratka, nismo vajeni tega, da imamo na čelu vlade predsednika, ki je v zakonski zvezi s partnerko, ki jo poznamo, in potem posledično verjetno tudi nismo navajeni na takšne poteze. Zdaj sodi to njih, pa mislim, da se pa že spuščamo pol na nivo sodb potem, ali je bilo v redu, kako je recimo Borut Pahor komuniciral na Instagramu ali pa ne. Pa ste kdaj merili na Valiconu recimo temu javni utrip o tovrstnih vprašanjih ali ne? Ne, se pravi, to so tudi za nas kar nova vprašanja, tako da ne, pa tudi ne ukvarjamo se s takimi temami, merimo zaupanje v institucije, v poklice, v posameznike, ki so na teh pozicijah, ne pa na take posamične dogodke, kot je bil to. In z zanimanjem bomo spremljali, kaj boste izmerili v naslednjih tednih in mesecih, glede na to, kako se stvari razvijajo. Za danes pa, gospod Andraž Zorko, najlepša hvala, da ste bili naš gost. Z veseljem. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda vse odzive, ki so kar precej burni na včerajšnji intervju predsednika vlade za oddajo Preverjeno, spremljamo še naprej, jih sproti objavljamo na naši spletni strani n1info.si, iz studia pa le še lep pozdrav in nasvidenje.